Lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje. Takole z nežno pesmico smo začeli, čim smo zasanjani tule v našem studiu. Pa kar objemali bi se, a ne, Mirko? Ja, tako, sicer zdaj z neko varnostno razdaljo, takole jaz vas danes vse lepo objemam, pozdravljam, pa še en poljubček vam pošiljam, torej vsem tistim, ki nas zdaj spremljate. Če tudi je zdaj lepo, čudovito vreme, malo še počakajte, fejst hladno je še zunih, sej ne.
Počas se že tale temperaturica danes dviga, ne samo tukaj v našem studiu, ampak tudi zunaj. Ampak dajte še malo počakati, bodite še malo doma in bodite do 12. ure naša družba vesela. Danes bo veselo, nasmejano in po dolgem času bom tukaj gostila ansambel. Saj veste, od korona naprej smo prakticirali na nič oziroma na ena, najprej potem nič, pa potem samo oziroma monolog, čisto sama sem bila, pa potem en gost največ, no danes pa torej z mano ansambel in sicer prisrčniki, joj kako so prisrčni, tamle se že zabavajo, smejijo, prav razigrani so že in komaj jih že čakam, da pridejo tukaj v naš studio, v našo bližino, da nam povedo, kaj se je v tem času dogajalo. Menda so posneli tudi nekaj novih pesmi, a to seveda vse v nadaljevanju. Tako, če ste se prijetno namestili, ne slišim dobro? Ja, ste se, super, ok, ja, v redu. Ste se torej prijetno namestili, zdaj pa seveda ena moja dolžnost in sicer točno danes, na današnji dan, praznuje ena res čudovita gospa, prijazna, topla oseba in sicer Rezika Pevec iz Šentjurja. Rezika, nismo pozabili tudi na tebe. Tvoja družinica, Brigita, svojo družino, ti pošilja seveda en koš poljubčkov, bodi zdrava, vesela, nasmejana, predvsem veliko, Rezika, notranjega miru ti želimo in pa da še boš naprej tako dobra soseda pri nas v Šentjurju, Veliko se dajte družiti tako, se veš, na razdalji in kofetkat po domače rečeno, se smejati, zabavati in tudi seveda te ročne spretnosti, ki jih delate in ti si seveda prava mojstrica o tem, absolutno nadaljujte še naprej. To je ena taka lepa naša slovenska kulturna torej dediščina in seveda vse dobro ti izrekam tudi jaz, vse lepe želje. Zdajle bo tale pesmica Rezika za tebe. Prisluhni, če imaš zlato kupico ali pa kakršnokoli kupico zraven, dej si natočiti takole za zdravje en majčken in spi, torej do dna, bi takole lahko rekla, in spi, torej dvigni zlato kupico, draga moja Rezika, vse najboljše, tale pesem za tebe. Si vse domače, vse prijatelje okrog, svoje vse ljudi. Brez zdravice več ne gre, zlato vince vabi, vsaka kapljica ti želji pove. Zdravje je pač glavna stvar, zmeraj ga ohrani, ne pozabi več nikdar, da ti je krmar. Dvigni zlato kupico, naj rujna kapljica moč življenjsko spet ti da. Dvigni zlato kupico, veselje naj velja vse do dneva. Pisem si zabojmo, Triskvaščanov naj pove, da praznuje se. Dvigni zlato kupico, naj rujna kapljica moč življenjsko spet ti da. Dvigni zlato kupico, veselje naj velja vse do dneva belega. Sem dolgo
takole, draga družba, poskočno, nasmejano in energijsko, ne, takole zapolnjeno smo začeli današnjo oddajo, res lepo. Zdravo, prisrčniki, kako ste? Kako se bomo zdaj zmenili? Tako, ampak glede razdalje, sicer smo takole lahko, a ne? Če vleče mikrofon, ni problema. Če vleče mikrofon, seveda da vleče. Povej mi, Daniel, lepo zdrav, prisrčniki, danes, kaj, skoraj da direkt? Ja, 3 ure smo spali, tako da ni direktno, smo se že spočili, se vidimo, da smo polni energije drug drugega. Ja. Odlično. To je to. V bistvu kaj zdaj, sicer je tale nas korona malo ustavila, ne? Malo nas je zabremzala, ja. Ampak se ne damo, ne? Se ne Moramo je damo. dati kontra, ne? Tako, mi se borimo, ne bomo se seveda pustili s tem, moramo živeti absolutno, ampak paziti, ne? Paziti pa takole, ne? Ja, se treba držati ukrepov, ne? Ja. Še prav se tak ne, klarinet, rumentu, bariton je težko igrati z masko, ne? Zakaj ti danes nimaš? Ti bi, ja, poje, v redu je. Super. Ja, tako, med tem časom se je kar, bom rekla, dost stvari tudi pri vas sicer dogajalo. Najprej je bilo malo šoka, ne, glede tega, še posebej muzikantje, ko igramo, ne, zdaj kar naenkrat potem ne. Ja, seveda je bilo šok, ne? Na začetku takoj ne, ko vidiš špil odpade, pa vse veselice odpadejo, pa porokni, pa jo, ne, pa kaj bomo zdaj, ne, Ja? pa vse ni drugega, vse imamo vaje, pa imamo vse, ne, ampak na vajah ni vedno je drugače na vajah, kot pa potem Kot pa na špilu, publika. ne, ko priješ na špil je to drugače, si drugače razpoložen. Tisto je drugače, v bistvu na špilu se najbolje zvadi, ne? Na špilu se potem mi čutimo drug drugega, da špilamo, da smo ekipa, ne? Tega da ne moreš doseči, ne? Tako da v tem pogledu je mogoče malo škodovalo, v drugem pogledu, ne? Ja, gremo na drugi pogled. Pa mogoče koristi, ne? Zakaj? Vseeno smo imeli malo več časa za vaje, mogoče da se malo poglobiš. Kaj, ste v se vi svoj poglabljali zdaj to? inštrument Ali pa kaj takega, A ja, v ne. inštrument. Ali pa kaj drugo tudi, ja. Ste se osebno tako tudi pol mogoče bolj spoznali pa povezali, pa tudi smo imeli bolj čas zase, ne, za svoje družine. Ja, predvsem za družine, no, tako vse vemo, na začetku je bilo še prepoved, da nismo smeli Ja. niti v drugo občino, tako da mi smo vsak z druge občine, zdaj je bilo problem, ne, da se med sabo spoznavamo. Kako ste pa kako ste pa vadili, no kako je zdaj to Večerno. poteka, Čakaj mal, ker to je bila pol organizacija vse splošno slovenska, ne bi temu rekli. Vsi so se začeli povezovati preko omrežja, ne, pa to je ful začelo delovati. Pa vse mi smo tudi na začetku, ja, eno pesmico celo imamo, smo dali preko Facebooka posneli, tako malo smo se špilali. Ja? Ampak zelo težko je to, Je ne, bilo res težko? je težko, ja. To potem vse skombinira, da to vse paša, ne? Da se pa še skup Pa časovno, tudi, ne. ja, pa zvokovno, pa ne vem, jakost, pa ne vem, Je težko. kaj še vse, Ni ne? lahko, je v živo lažje, ne. Je le lažje. Lej, s prvo skladbico, pesmico smo začeli, ena taka prav hitra je bila z naslovom Hvaležna. Hvaležna za objeme. Ja, to boš da Tina pove, zakaj je hvaležna, ne? Tina, daj pridi malce v mojo družbo. Tinči, le jaz ti dan kar, a te kličejo kdaj Tinči? Ne, Tinca. A ne? Tinca. Ok, boš pa Tinca danes. Tina, ali pa Tinca, no, ja, hvaležna zakaj? To je ena taka res čudovita polka, pesem. Ja, tako besedilo piše. Za poljube, objeme. pa- Zelo morajo naštudirati. Po mojem je zdaj šla si prevajati, kaj gre tekst, a ne? Ko to pesem steče, ne, v pesmi steče. Ampak o čem pravzaprav pesem govori? Hvala za? Ja, v bistvu je hvaležna za nekega tipa. Nekega Kla- tipa. Evo, se bomo tudi v tekste poglabljati začela, ne? Ja, Evo, vidiš, kako pa ne Tina? rečem, če res ne se zlažem. Tina, daj povej, ali si ti kaj zaljubljena? Fulja. Si? Ja. Si tudi hvaležna zdaj? Sem, ja. Za svojo drugo polovico oziroma Sem. kdorkoli je že to? Si srečna? Ja, to sem, ja. Jaz sem vas moram vprašati, a ste srečni? Tule imamo enega, ko je čisto Ja, sveže. za ostale, ne vem. Čisto sveže za ostale. Ona pa poročena. Tomaž, malo se mu dotakne, ne? Tudi tega, ker na zadnji, ko ste bili tle, ne, je Tomaž bil, Tomaž, dajmo še pokazati, je še bilo prazno, ne? Tole je še bilo prazna rokca, zdaj smo pa pravimo, ko smo že poročeni, pa takole pokažemo. Nič ne bo, danes smo že. Povejte, kaj pa drugi? Še ne? Jaz še ne? čakam, jaz Še nimam kaj za narediti. čakamo. Veš, kaj se poglabljajo in spoznavajo. Tako. Tina, druga pesem. Jaz mislim, da je bova skupaj 4 leta. Ja, lej, to se vse navezuje. Tomaž, ti že šteješ, nekaj dni pa že, ne? Mesecev. Ja, torej, bom rekla, tem poročnem stanju, tako bi lahko rekli. Ja, torej so rekli, naslednja pesem. Bova skupaj 4 leta. Tako, super. Z nami torej prisrčniki v druga.
časi in so metučki poleteli okoli srca. Pa zgodil se je v maju, nek večer samo za naju. Sva poljub si prvi dala in ljubezen si priznala. Vem in čutim, da je prava, drug brez drugega ne znava. Ko sem ob tebi, jaz lahko se dotaknem neba. Bova skupaj štela leta, kot sva vedno sanjala. Obita skozi življenje hodila. Bova skupaj štela leta, osivela že oba. Ljubezen najina, večna bo sopotnica. Včasih misel me prevzame, boš res vedno tukaj zame. V tvojem naročju mi srce vse odgovore da. Bova skupaj štela leta, kot sva vedno sanjala. Obita skozi življenje hodila. Bova skupaj štela leta, osivela že oba. Ljubezen najina, večna bo sopotnica. Bova skupaj štela leta, osivela že oba. Ljubezen najina, večna bo sopotnica. Ljubezen najina, večna bo sopotnica. Tako čudovit valček, draga družba, zdaj se lahko usedete, pridete malce bližje. Ja, vsi so se zdaj tja usedli, pridi k meni, odlično. S to težko harmoniko, koliko kil? No, za vse tiste, ki ne veste, kako težka je harmonika, Danijel, daj nam malo zaupaj. To nismo še, nikoli takole povedali. Odvisno, kakšna je. Ta ima malo manj kot 15 kg, no, tako da je kar, mislim, da 13,5 nekaj takega. In cel večer držati to ni mačji kašelj, Pa še ne? včasih cel dan, ne, če je Pa poroka. cel dan, če je poroka. Ja, kako pa potem, ne? Imaš kakšne posebne vaje doma zvečer za križ, ali kako? Ja, to hodim kar- v fitness, domač fitness. Opa, fante in dekle se smijo. A to drži? Kremice. Saj gre, moraš dosti vaditi, ne, da si privajen, te pa gre. Ne, to je kar, ne, naprimer ena trobenta je čist nekaj drugega, je pa res, da tam seveda pa kaj drugega trpi, ne? Tako, vsak po svojem vadi, ne? Vsak po svoje. Daniel pove, prisrčniki, zdaj, ok, malo smo se dotaknili seveda tega virusa, ki nas je torej takrat doletel. Kaj pa zdaj? V bistvu leto počasi se izteka. Kakšne načrte imate oziroma kaj vas vse še čaka? Ja, jaz upam, da se bomo do konca tega leta malo rešili te korone, no, da bo drugo leto vse malce bolj Zadihalo, ja. tekoče steklo, da Ja. bo bolj zadihalo, da se bo odprlo tudi v glasbi, da bo več špilov, da bo mogoče tudi, ko izdamo kakšno novo skladbico, malo večji efekt, ne? Se lahko da zdaj ti harmoniko malo dol, veš? Lahko? Da, ja, seveda, da je malo tole, to odloži delo in skrbi, pa se to pa ni skrpa, ne? Ti, Daniel, z veseljem igraš, To je ne? veselje, Ti dam tako, mikrofon ja, zato, super, ker se mi ga skoraj ne ljubi več držati. Tako, povej, delo in skrbi, ja, harmonika je tvoja ljubica, ne? Že od katerega leta?
To pa zdaj težko vprašanje. To sem pa začel, mislim, da zdaj, če preračunam, mislim, da v 3. razredu osnovne šole, tako da, če preračunam, je to okrog, bo počasi 20 let. Ja, super, ne, pa že vedno začetek za klavirko ali? Ne, začetek je bil z frajtonarco. Ja. Tako da nižjo glasbeno šolo sem dokončal za frajtonarco, potem pa še klavir. Pa naprej, ne. No, ok, načrti, torej prisrčniki. Tam sva rekla, da je bilo malo, ne. Omenil si, da ko ste dali eno pesem ven, da ni bilo kaj tistega wow, boom efekta. Ja, saj je odziv publike, je, ne, ampak ne moreš pa se s tem pokazati potem, ne rečem, na tržišču, kako ne rečem, ne, na kakšni veselici ali pa na kakšnem javnem špilu, pa se enostavno ne moreš pokazati in ne veš, kakšen je odziv publike, ko to ti izvedeš v živo, ne. Ker je čisto drugače, zdaj, če si nekdo doma zvrti pesem na radio, če jo posluša ali pa na računalniku, da rečem, ne, ni enako, kot pa če jo ti zašpilaš nekje na veselici v živo, dodaš neko energijo, ki jo imaš takrat sebi, ne, to je najbolj pomembno za mene, pa mislim, da za vsakega glasbenika, za vsakega muzikanta, ne. Nejc, povejte, vika me, povejte. Mu lahko daš mikrofon, Nejc, se lahko tikava? Lahko. Nejc, prikimava vsi, a ne? Kaj zdaj to pomeni? Ti rad stojiš na odru, rad si s publiko, a ne? Je čisto nekaj drugega. Definitivno vsak od nas rad stoji na odru, rad komunicira s publiko, pa je vesel, da vidi, da ljudje plešajo in pojejo ob njegovi glasbi, ne? Povej, katera pesem, to zdaj tebe vprašam, kaj misliš, je tako vaša lastna pesem najbolj užgala, pa da se je tudi najbolj prijela? Definitivno ta zadnja, ko jo bomo tudi danes kot ta zadnjo predstavili in sicer z naslovom bom vedno, ko objavim me. Mislim, da ima kar lep odziv povsod na YouTubeu, na Facebooku, tako da po moje je to to. Super, katera je pa tebi najljubša od vas? Od naših? Ja, od vaših. Verjetno tako smo zaigrali. Taki ste jo zaigrali, torej bova skupaj štela leta? Tako je. Pa, sivih las pa še nimaš? Ne, ampak pa še pače lahko, kjer je tako lepo zapoješ, ne? Ja, čuj, mene nekaj zanima, a tudi kaj prakticirate, glede na to, da sem se dobro poslušala in sem Tomaž bila presenečena, da tudi ti tako, veš, lepo poješ, ne? Res? A tudi kdaj zamenjate, ne vem, da mogoče pa to pesem kdaj Nejc zapoje, ali, to bi pa lahko malo se sprobali, da bi tudi Nejc okusil, a ne, to pesem. Jaz pridem bolj Ti poješ kaj, Nejc? pri kakih podoknicah poštev, ne na veselicah, tako da. Tistih bolj jutranjih, ne? Mene bolj tam uporabijo, ja. Ja, Nejc, prele smo se malo dotaknili, ne, da dva sva tlele že oddana. Kaj pa ti čakaš, si zatorat na odru in koketiraš? Teren je takrat... Teren je takrat pripravljen, sej za to, veš. Imam boljšo polovico, ampak nimam pa še tega tu okrog, no, tako da to še pa čakamo, malo je še pa prehitro. Reko tega, kaj tega? Tu, prstana, ne? Aha, sta že dolgo skupaj, veš, jaz sem dan skoraj dovedna. Ja, zelo dolgo. Zelo? Ja, mislim, da mesec pa 14 dni. Dobro, da tu še malo počakaš, ne? Hočeš pa reči, da si že skoraj da oddan, no? Je tako, na vredi štih probe, eno. Jo, res? Se dobro drži? Ja, pridna. Mislim, da bi se mogla njo vprašati, če se ti dobro obneseš. Ja. Če me ni nič doma, kako naj ve. No, to je pa zdaj Nejc druga zadeva, ne? Tomaž, ti predajam mikrofon. Kaj zdaj to pomeni? Muzikanta ni doma. Bom jaz se takole malce tlele presedla. Ja. Tomaž, biti muzikant. Petra, tvoja seveda ženkica je zdajle doma, pa nas gleda? Ja, jaz mislim, da ja. Aj bomo pomahali, pa tvojih čerkici seveda, pa vsem tako. Kaj zdaj to pomeni, ne? Muzikanti smo vselej na poti, pa tako nas ni doma. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Na drugi strani morajo biti osebe zelo, zelo potrpežljive in imeti tudi rade glasbo, ne? Točno to. V bistvu moram imeti dobre živce. Tako da jaz sem zelo hvaležen, hvala Bogu, no super, tako punco redko najdeš, take dekline. Ja, to je zelo lepo. Tako da pri tebi je ista situacija, ne? Mislim, da kar pri vseha, ne? Veš, tam je še pa duplo, ne? Se pa ponavad, bom rekla, on gre na špil pri mene, ne? Pa potem pa jaz, pa nas ni, ne? Kdo te kuha potem? Kdo mi kuha? Lej, se tudi kdaj samo skuha, že en dan prej, tako da lej za vse treba poskrbeti. Ampak tako, ko si Tomaž rekel, res muzikant je, tudi se zdaj zahvaljujemo, ne? Vsem tistim polovicam, ki to dobro sprejmejo. Ker ni lahko biti muzikant, pa vandrati cele dneve, ko je seveda, ne?
pa se vemo, družine so doma, pa potem ja. Potem še malo trpijo. Vse Ja. to je res, ja. Ampak dobro, pa doma kdaj zapojejo tvoji Pa dve? ja, mi si vsak dan pojemo. A res? Čisto vsak dan. Naprimer, tudi skupaj bomo 4 leta, moja hčerka ob tem zaspi. Čisto tako A iskreno. res, lepo. Res, tako da, fajn občutek. no. Super. Torej kaj, z Danielom sva že začela načrti za, ne vem, do konca leta. Je tu še kakšen festival vmes, ki bo zdaj kakšen aktualen, aktiven, ker zdaj je bil Ptujski festival? v petek, Letos smo po moje, da ne. Ne. Mogoče, ne vem, drugo ali pa čez 2 leti, čisto tako. Zdaj planirali nismo čisto nič, da bi zdaj za kakšen festival, ampak bo pa. Bo pa. Prav gotovo drugo leto, čas za to, ker nekaj festivalov ste vi pospravili pod streho, ne? Nekaj smo že dali skozi, ja. Kateri je bil tvoj najljubši? Moj? Ja. Pa, ja, po moje, ne vem, Števerjan, no. Števerjan, zakaj? Pa tam je skozi akcija. Sebi? Tam je 3 dni traja, fajn se imamo. Zato, 3 dni. Čisto tako, no. Ja. Tako da V bistvu fajn doživljajo oni, ne? Ti, ki pripravljajo res to vzdušje, je to super, pravo, ne? super. Ja. Odlični so. Zdaj si bomo privoščili kratke oglase, potem gremo seveda naprej. Saj veste, ne? Tomaž boš napovedal, sam to še preden damo zavrtimo oglasa, ne? Nisem vedela, ali si Peter ali si Tomaž. Oziroma Marko. Marko Tomaž. Marko se piše, Tomaž pa mi je. Marko se piše, Da Tomaž me je, razčistimo. cela zmešnjava mi je bila, ne. Se pol bomo povedali tudi, mogoče par besed bom pa povedala, zakaj. Nisem vedela, ali ti moram Marko reči, ali Tomaž, tako da ja. So se te navadili ljudje? Tako se še zmotite, še stalno, to je klasika, stalno, ko prijem lahko pošto, pa tega, ja, kako se pišete, Marko, kako se pišete, ne, pač. Ja, Marko, ne? Dvakrat povem, ne. Tako. Torej, Marko, evo, napoveš, prosim, ene kratke oglase. Dragi gledalci in pa gledalke, evo, zdaj čas za PPP, kako je to pravi? EPP. Dobrodošli v drevesnici Omorika z več kot 40-letno tradicijo pri vzgoji sadik. Izkušnje drevesničarjev so združili v strokovno in skrbno vzgojo močnih in kakovostnih rastlin. Na površini 15 hektarjev vzgajajo široko paleto okrasnih kot tudi gozdnih sadik v trdnih klimatskih pogojih, zato so primerne za nadaljnjo rast kjerkoli v Sloveniji. Večina sadik, ki jih prodajajo, so iz lastne vzgoje. V njihovem prodajnem centru se lahko sprehodite med zimzelenimi in cvetočimi rastlinami in izberete sadike, ki bodo dolga leta kresile vaš vrt in okolico. Ponujajo pestro paleto različnih sadik, ki jih vzgajajo sami in jim pravijo naše, slovensko. Med njimi lahko najdete cvetoče grmovnice, trajnice, plezavke, pokrovne rastline, vrtnice, rododendrone, azaleje, iglavce in listovce za živo mejo, sadike listovcev in iglavcev za pogozdovanje, sadike sadnega drevja, vse vzgojeno z ljubeznijo in veliko mero strokovnega znanja. Prav tako načrtujejo, urejujejo in vzdržujejo okolico zasebnih hiš, poslovnih stavb, javnih nasadov in parkov. Ureditveni načrt izdelajo na osnovi vaših želja in njihovega strokovnega znanja. V drevesnici Omorika vam svetujejo pri izbiri, sajenju in negi rastlin ne le za ureditev okrasnega dela vrta, ampak tudi za sadovnjake in večje parke. Veselijo se vašega obiska na Koroški cesti na Muti. Za vse prave vrtnarske nasvete pa jih lahko pokličete po telefonu ali pa pišete na njihov spletni naslov. Strokovnost in kvaliteta je njihovo vodilo. Drevesnica Omorika. Pazi, kepa! Snežinke bele, zemljo odile, so nižno kako
kepa, punca lepa. Leti, leti, snežna kepa, srček tvoj naj čuva se. Leti, leti, snežna kepa. Kepa ne zadene, zlepa, če pade, ne jezi se. Leti, leti, snežna kepa, pa zadela je. Snežinke bele, zemljo odele, so nižno kakor pajčola. Ljubezen v zraku se čuti v mraku in ko se dela beli dan, se z mojim dragim lepo imava. Ima narava bil obraz, leti sto staro, ima navado, ko pride zimski čas. Leti, leti, snežna kepa. Pazi, kepa, punca lepa. Leti, leti, snežna kepa, srček tvoj naj čuva se. Leti, leti, snežna kepa. Kepa ne zadene, zlepa, če pade, ne jezi se. Leti, leti, snežna kepa, ta zadela je. Leti, leti, snežna kepa. Kepa ne zadene, zlepa, če pade, ne jezi se. Leti, leti, snežna kepa, ta zadela je. Torej, snežna kepa, čeprav še zime ni tu. Tomaž, zdaj pa pridi ti malo k meni, seveda, ostali se lahko usedete. Tomaž, snežna kepa, ja, snega seveda še ni, ampak počasi, Ne, še. ja, jutro so Bo pa že počasi. hladna. Ja, hladno je že. Hladno je že, se že počasi stiskamo. Povej mi, si bolj zimski, bolj poletni tip? Bolj poletni, po moje. Zakaj? Pa ni rad mrzla čist tak. Ne, ne. Ne, pa ne sem razen, no, najbolj. Ja, ne. Ja, kateri je tvoj najlepši mesec? Juni. Si študiral, zakaj? Ja, zaradi poroke. Jolej, a se spomniš, tlele noč si sedel, Ja. Kdaj ste bili pri meni? A ste bili letos pri meni, ali lani? Ne, lani smo bili. Lani. In potem smo se malo hecali, ne? Pa smo naredili. Pa smo malo se ohecali, pa ono, pa tretje pa se bom poročil. Ej, res, ful lepo poroko sta imela. Lahko omenimo, kje smo jo imeli? Sta jo imela? Gostišče Iršič. Iršič, ne? Super, odlična lokacija. Priporočaš? Definitivno. Definitivno, zakaj? Zato, ker res se potrudijo, res je na nivoju, tako da super, ambient je čudovit. Tako, Čudovit. A se ga damo malo pogledati zdajle? Lahko. Jaz te malo presenečam, a ne? Iz cone Lahko, obdobja te lahko. mečem, danes sem se ga malo lotila, sej tudi Petra, če zdajle gleda, tudi ti boš presenečena. En kratek posnetek. Poroke? Ne klonite, če se vam kdaj načrt sesuje kot peščeni grad. Mar delati, boriti se, hoteti, rad imeti, mar ni to največ? Kar pride naproti, poljubi me nežno, od drugih hiti. And David played and he plays a lot, but you don't really care for music, do ya? Moje želje se spletno svet besed, tvoja moja je resnica in milijena in svet. Ljubezni lača, si naša meni osta.
boš rekel? Robčke, prosim. Ja, lepo. No, zelo fajn smo se imeli. Ja, jaz mislim, da je bilo super. No. Super. Za mene pa za Petro Ziher. No. Super. Dejva se dotakniti še tele mini cerkvice, zelo res intimno, fajn, pa veš, kaj moram povedati. Da kjerkoli sva pele, smo povezani z duhovniki, z župniki, ampak takega, ko sta pa vidva imela, pa še ne. Ja, to ti župnikom, moram reči, da je bil faca, da je bil zakon, no. Tudi vi, ne, draga družba, ki ste bili na poroki, ne? Zakaj? Moramo povedati, zakaj, res. On je vmes govoril take zgodbe. Tako enostavno, preprosto, sproščeno, tako da res. Resnično. In povezoval pesem na pesem, tudi ko je pogledal, je že kar vedel, kaj mora povedati. To je gospod župnik, odkot pa je? Šentiljski župnik, Igor. Igor. Zdaj mislim, da je Novak ali je pa Horvat, nisem nočem zdaj. Ja, zelo lepo, zelo lepo. Ok, poroka je za tabo, lepo smo se imeli, fajn je bilo in seveda res priporočamo tudi, torej, kot smo rekla, gostišče Iršič. Povejte, kaj pa prisrčniki, imate kakšno poročno pesem vmes? Hapa! Mislim, da. Kako poročno tematiko? Daniel? Še ne. No, dajmo Danielu še malo tamle mikrofon. Ja, se, veš, torej, za poroke, kje prisrčniki vse igrate? Delaš tema? Igramo vse posod, od najmanjših špilov do največjih, če začnemo pri kakšnih rojstnih dnevih, Abrahamih, tudi ob hajilih, ne vem, birmah, potem sledijo poroke. No, evo, pa je treba imeti eno poročno tako, veš, Pa na koncu prisrčniki. veselica. Ja, pa veselica. Ja, mora biti poročno, ampak zdaj je tako, ne. Če gledamo, vedno več si jih izbere za svoj poročni ples zabavno glasbo, ne. Aha. Tako da bi mogoče bilo, Pa kakšno zabavno? mogoče fajn, da pa naredimo poročno kakšno zabavno, ne. Čekaj malo, ali prisrčniki igrate samo narodno zabavno, ali imate tudi zabavno? Normalno mora biti tudi zabavno, ne, se Ja, se Tina, vem, da tam rastura z njenim petjem od Nuše Derenda, ali kaj ima tam ona, ne? Absolutno, Nuša Derenda, pa Severina, pa Tanja Žagar, pa vse. A to je to? To se tudi prevleče. To je vse. Torej, dej prisrčniki, imate tudi, kaj, šov program? Ja, tudi, ja, seveda, mora biti šov program, Mora ne, biti, zdaj, če so ljudje za akcijo, to tako ali tako to steče kot keks, ne, ampak imamo, ja, normalno, malo včasih improviziramo, si kaj novega zmislimo, tako da ni neka copy-paste od drugih, tudi kaj svojega. Torej nekaj svojega, kar je res pravo, ne? Je fajn tako. Zdaj takole, imam eno vprašanje, Tina, a vi igrate to pesem, ne vem, Ne diraj mojo ljubav, pa take sentimentalne, to igrate Igramo, kaj? ja. Ha? A bi mi lahko zdaj tole zapeli takole, v eni taki vrsti? Pa gremo kar vse smo pomagale zraven. A smo za to? Dajmo to. Ne diraj mojo ljubav. Ja, gremo kar refren. Ne diraj mojo ljubav. Ne diraj mojo ljubav. Previše je suza bilo v životu moj, da vremena ne liči, ne miri se za ti. Znam, da samo ona može moju sreću vratiti. Kako lepo. Pa jutranji smo, ha Daniel, kaj še rekel? 3 ure smo spali, ne, pa ogromno špricarov smo spili. Pa to, gled, zdaj nekaj, veš, ko ponovadi, ko muzikanti pridejo, pa sam ne uživo, prosim, ne danes uživo, ampak Mi bi tudi rekli, pa nismo imeli zbire. se, če bi vam prej rekla, bi zihaj rekli, sam ne nas danes, uživo, karkoli, a ne. Katere pesmi, zdaj smo pri narodno zabavni glasbi, so pa tiste, ki jih najraje prisrčniki igrate. Ne vem, kakšen repertoar imate? Repertoar imamo, ne vem, če se dotaknem tistega stalnega, ki mora biti v kvintet zasedbi, je seveda ansambl Brata Osenik, pa Alpski kvintet, ne, to je nek standard, ki ga moraš zdrževati. Potem pa se poslužujemo tudi kakšni bolj modernih. Ja. Naprimer, pesmi, ki nam zelo ležijo, so pesmi od Veselih svatov. Res? Potem kakšna priredba iz trio v kvintet. Kot naprimer katera? Ne vem, kaj te vem, imamo Ne cukaj me za kitki, naprimer, špilamo. Na kje si to zdaj potegnil, ne cukaj Ko me za zašpilaš to kitki, a muziko res? v kvintet za sebe, to ljudje ponorijo, ne? Ja, Ne vem, res? res je ena taka z A res? energijo nabita glasba, tako da. Tina, a gremo Ne cukaj me za kitki? Dajmo, daj mikrofon, bomo malo dan zapeli, jaz vas dan smečem, lej, sem pa tja. Jo, seveda, malo bomo pomagali zam, vse to je to, pristnost, uživo, torej oddaja, uživo, ker te nič ne sme presenetiti. Jo.
Tako čist amplak, rahla varianta. Na izi. Na easy. Smo? Tako da ste zdaj na vaji, leko se vsi gledajo takole zdaj. Nedeljski dan je vabil naravo vse ljudi, smo zlatih sončnih žarkov veseli vsi bili. Poskočno zapeljali smo se v sosedno vas, saj muzika vabila, močno je na ves glas. Na vrtni veselici smo se zabavali, poskočno smo plesali, so polke špilali, oči so strmele na zali deklici, stegnila se je roka na njeni kitki dve. Ne cukaj me za kitki, ne pihaj mi za vrat, nikdar pod moje okno ne pridi vas oba. Srce si je izbralo že fanta mladega, vesel je in postaven, harmoniko igra. Čisto je zmešala ristana vihanka, le kaj mi je storiti, da moja bi bila. Ne moram pozabiti toplino teh oči, okras na njeni glavi, prelepi kitki dve. Ne cukaj me za kitki, ne vihaj mi za vrat, nikdar pod moje okno ne pridi vas oba. Srce si je izbralo že fanta mladega, vesel je in postaven, harmoniko igra. Srce si je izbralo že fanta mladega, vesel je in postaven, harmoniko igra. Pa bravo, dovolj je bilo, lej, super ste in všeč mi je tako, da ste za akcijo, saj niste imeli zbire druge. Tako je fajn, lej. Tomaž, v redu, ne? Malo tako le vas, malo ne, za dobro jutro, lej, tudi jaz sem zdaj čist Ja, čekaj malo, Jan, ti dobiš zdaj mikrofon, veš? Ne, lej, grem jaz takole rahlo do tele ekipe, ki je tam, takole, evo. Jan, odlično ti je šlo, glede na to, da si se zadnji pridružil prisrčnikom. Ja. Kako dolgo si že zdaj v skupinici? Poglej, usnica zgornja sem mu začela tresti. Takole, le. Od razmišljanja. A ja, od razmišljanja, ni trema. Približno malo manj kot ima Nate punca. Dober mesec, ne res? Slab. A res? Ja. Torej dobro, zdaj tele kitke so bile presenečenje, jih itak že Mogel greš. sem se naučiti, sem moral zraven priti. Ja, saj, tako je to. A kaj zdaj to pomeni, Jan, da so ti kar dal repertoar tole, zdaj se pa nauč, pa pol prita, kako je bilo to? Ja, pa čez 2 dni navajo, ja. Torej pa čez 2 dni navaja. Sicer pa povej, ti si tudi že kaj dolgo v kakšni skupini bil, oziroma igral kje prej? Ne, jaz se še malo učim, še malo v šolo hodim, v Res? Ljubljano na To pomeni, Akademijo za prej nisi glasbo. bil na nobenem ansamblu? Ne, Ne. tak, redno, uradno, kot so ti. In naši. kakšen je občutek biti v ansamblu, ali je bila to tvoja želja? Je bila, ja. Je, ne? Pa Fajn je. kvintet, pa kvintet. Seveda. Absolutno, vse, ker imaš tole, ja, se kakve kvasim, tlele. Ja. Opa, ja. Kako so te fantje in dekle sprejeli v družbo? Ne morem paziti, kaj rečem, ne. Seveda, a je bila rdeča preproga ali kako? Keksi, pecivo, potica. Prisrčni. Prisrčno, ja. Dani me vozi na vaje, tako da ni tako slabo. Takole, je pa zelo zanimivo, ker se vsi tako res dobro razumete, povezani ste med sabo, a ne? Mihael, zapomnila sem si potem zdaj imena, saj sem si zapisala, ti veš, težave imam z imeni. Mihael, pa ti, kako si danes? Srčno. Prisrčno. Si v redu danes? Ja, super sem. Je zato tebe bilo prehitro danes.
Nedelja bolj paše, da malo poležimo, ja. Da se seveda spočijete. Pa kaj, nedelja je za tebe dan, ko se spočiješ, ko si na off, ali kako? Ja, zdaj odvisno, zdaj so trgatve, pa to zdaj nismo tako najbolj na off, ne. Kaj to pomeni trgatev? Imate doma vinograd? Ja, imamo, ja. Ja? Ja. Zdaj pa Rabite ne. kaj vina? Veš, kaj sem mislila, da boš vprašal, če ti rabimo prideti kaj pomagati. Ja, to pa je bilo dobro, ja, naslednjo soboto lahko prijeti. Povej, ali prisrčnike zmuvaš v vinograd, da ti pomagajo? Ja, lani sem jih, letos pa bom probal, da idem. Sam večkrat pridem v kletko pa Pa vinograd. veš kako, pa imate veliko, mislim tako za obrat, ali? Pa nimamo tako dosti, no. Ja, ampak dej jih ponudite, se zato so Saj bom, prijatelji. ja, saj Ja. Pa potem seveda tudi lahko zavijete, absolutno v klet. Dosti krat več pomagajo ven s kleti znositi kot v klet. Tina bo pripravila eno dobro pecivo, a ne Tina? Ja. Tina, rada pečeš, kuhaš? Ne, napolitan glih ne peče. Ne, rada pečem, ja, ko se mi da, drugače pa bolj rada jem pecivo. tako Ja? da pa ja. Kaj pa kuhanje? No, si veš, če v kuhanju, tvoja Ja, kuham pa specialiteta, rada, ja. tvoja specialiteta. Moja specialiteta. Zdaj te tvoj po mojem posluša, ha? Bo Ja. rekel, kak si je zmislila. To ne, ja ne vem, vsaka se potrudiš, vsaka stvar bi mogla biti specialiteta. Vsaka, a ne? Zdaj, Če če je rad srca kuhaš, narejeno. pa definitivno bi mogla vsaka stvar biti dobra. Ja, super. Deva malo pogledati tvojo nošo, zelo lepo nošo imaš, ker bom rekla, tale oranžna rutica sije tlele. Je bila to tvoja želja imeti, ne vem, tako nošo, glede na to, da je ogromno teh različnih narodnih noš, še posebej, ne vem, gorenska, ki je pa značilna, za katero značilna rdeča barva, ne? Ja, je bila moja želja, ja. Ali si jo tudi? Kupila po meri, oziroma je narejena zame. Zate? Zelena barva je pa, ni mislim, rdeča ja bi naj bila naša predstavna barva pri srčnikov, ne? Ja. Sam nekako ta rdeča barva meni ne paše. V noši pa, imam doma eno noš rdeča, pa mi ni bila tako všeč, pa sem nekaj zdaj pa zeleno, ker zelena mi paše in zdaj imam Lepo. Pa nima vsak zeleno. Pa nima vsak zelene, ne? Veš, a kdo je imel rumeno ruto? Mislim, da je imela gospa Romana Caputo. Ja, Mislim, ona da je ima rumeno pa rumeno ruto, a ne? Prav prepoznaven si, a ne? Lahko že celo po eni barvi ali pa po detajlu, ne? Povej, skrbno si, vedno je treba urediti ruto, a ne? Imaš kaj težav s tem? Jaz se nikoli nisem znala te rute zavezati. a veš. Jaz sem zdaj prakticirala, da to sam dol vzamem, lepo zložim In je in, to to, in sem enkrat 2 uri sestavljala in A se je res? sestavila, zdaj pa imam. Ker ne vem, če veš, kaj meniš, misliš, katera gospa je res par gospa, ne, ki jih poznam tako tudi osebno, pa smo bili skupaj, pa sem jih opazovala, kako se one rute to gor devajo, a ne? Katere so tiste, mogoče še iz tistih časov, a veš, zlate dobe malo nazaj. Če imaš katero v spominu, ko ima res ruto, lej, ruto ima v nulo jo ima, to imaš. Ne vem. Kaj misliš? Po mojem tista, ki je največ prakticirala. A vam povem, gospa Mihaličeva? Gospa, Ja, ona ima pa res. Ona si to ruto, pa gospa tudi od 4 kovačev, ampak Mihaličeva gospa, ona ima pa ruto, le, jaz sem si tako hotela skopirati, ne, pa mi v bistvu ni šlo. Ja. Sicer ti vzame veliko časa, da se odeneš v narodno nošo? Niti ne, Niti ne. si se navadiš. Je že to kilometrina, ne? Pa mi je všeč, ne, vas moram pohvaliti, draga moja družba, da ste v narodni noši. Kaj zdaj to pomeni? Ste velikokrat narodni noši, glede na to, da eni se pa ne tako oblečejo radi, no več. Zdaj, če bi jaz zbirala, bi bili skozi. V narodni noši. Ja. Najmanj dela, ne? Najmanj dela, ne rabim nimer skrbi, sploh za ženske. Kaj obleči, ne? Kaj obleči. Ja, drugače pa načeloma niti nismo, no. Bom rekla za oddaje, Za pa take oddaje, lepo, stvari. lepo. Tudi za festivale Smo, verjetno, za ne? festivale tudi. To pa Špil je pa špil. Špil je tak, tisti je tudi težje, ne vem, tudi sama družba ponovadi ne zahteva nekih noš, je to bolj sproščena zabava. Kar se pa tiče videospotov, pa je tudi odvisno od komada, na vsak komad tudi noša ne paše, no. Ja, bom rekla. tako. Tudi zabavnjaki ste, kot si rekla, tvoja najljubša, bom rekla, pevka, katero najraje poješ. Kaj pa vem. Odlično si naredila. A je to razpon, ne vem, gremo od Eme Prodnik, pa pon do ene Celine Dion, Whitney Houston, pa do tudi Nuše Tina Derende. Turner, ja, pa take stvari, ja. A veš, ker družba, to je fajn, ne, če imate pevko, ki obvlada, ne, žanre. Absolutno je rekel, ne. Kaj boš rekel, Jan? Ne, Nejc. Si zadovoljen z vašo pevko? Dajmo jo malo zdaj pohvaliti.
Ker Ja, ponavadi je bom jo vedno, pohvalil, smo zadovoljni, pol vedno seveda. rečejo, ne, dekleta med v ansamblu, to je sam križ in težave, ne. Kaj boš rekel, tlele imate? Dela mikrofon. Pridna, ubogljiva, simpatična je, pridna, v glavnem tudi z njo se nam je ful razširil naš repertoar, ker Opa. pač ima velik obseg pesmi, Ja, tako da smo zadovoljni. s tem. zadovoljni. Povejte ste... Dajmo tam na mikrofon Danielu. Daniel, kaj zdaj to pomeni, da je bila Tina že takoj od začetka pri vas, ali ste pri Srčnikih bili samo fantje najprej? Grem do vas. V bistvu, jaz to bolj težko rečem, jaz tudi nisem od samega čistega začetka pri Srčniku, no. Aha. Nekje v tem Kdo času, je prvi? Kdo je prvi? Prvi je Mihael, Ja, Nejc Mihael. in pa Tomaž. Tomaž, Oni no. so A, to ste bili pri Srčniki ustanovni najprej. stebri. Stebri, aha. Ja. In potem, kdaj se je pridružilo dekle? Dekle se je pridružilo, mislim, da pred 2 letoma, nekje Aha, tako. tako da, pri Srčnikih ste potem kako dolgo bili sami, Tomaž? To je bilo tako, da smo Kako je bilo? na začetku se dobili pubeci, pa nam nekako pevsko ni šlo skupaj. A, to je bilo? Čist tak, ja. In pa ste rekli? Potem pa smo rekli, pa te pa moramo eno teklino zbrati, ne. In kako, dajmo mikrofon, kako je bilo to zbiranje, no, dotaknimo se mal. A je to bila kakšna audicija? Dejansko je bilo tako, da smo šli igrati, ne vem, mislim, neki vinotočak, kaj je bilo nec. Tam se vrtite, ne, tu nekje, ne? Ja, in smo se Od pubeci kleti skupaj do kleti. dobili, potem pa smo rekli, kaj pa če bi mi nekaj malo zaigrali, ne, skupaj, Ja. ne. Te pa smo se dejansko dobili, ne vaje smo naredili, te pa smo probali nekako pevsko, pa nam nekako ni šlo, pa smo šli tudi do gospe Veri Šolinc, tako da... In kaj je rekla? Ja, ona nas je pošlihtala v bistvu malo, ne? Ampak je imela rekla, dejansko potem je bilo tako, da je ona rekla, da ima eno pevko za nas, ne? Ja, samo je bila Tina, ampak ne naša sedanja Tina, ne? Okej. Te pa smo bolj bili tak prvo, ne, bi pa ne, bi pa ono pa tisto, ne? Ja. Ženska v ansamblu se... Ženska v ansamblu, to je problem, same težave smo. Te pa smo se Tina. odločili, da Pa druge ni zbire tako. nimamo in smo vzeli punco. Sam ne Tino številka 1, ampak Tino številka 2. Koliko ste prišli pa zdaj do Tine? Dejansko potem je tista prejša Tina potem šla, ker pač ima neke obveznosti, pa smo iskali drugo pevko, ne, in smo iskali, pa nismo nikakor našli, ne. Potem pa je bilo tako, da smo pač obupali že skoraj, ne, Ampak in smo rekli, zdaj pa sami spet ne pubeci, ne, te pa nam je Tina pač se nas usmilila nekako. Vidiš, le In je kako prišla lepo, in tako pa smo- morate jo imeti zelo lepo. Ja, čuvamo, tega Čuvajte druga jo, ni. res Imamo, ja. lepo. Tako kot si rekel, a ne, Nejc vam je razširila seveda absolutno Ja, ja. repertoar, ne. Ok, itek zapojete vi te vaše, ne? Pa če že drugo, vsej na pogled je dosti lepše vse skupaj, ne. Hoče že slika je lepša. Ja, slika je lepa, ne, to je Aj, dodala vrednost, ja. Pri Srčniki delajo na dodanje vrednosti. Glej ti to, le super. Pec mora biti. Res lepo, pa taka prijetna družba Ja. ste. Tako, zadnja pesem, zdaj pa res tista napovedna, a ne, Daniel, ti damo mikrofon, čisto sveža. Tako, čisto sveža glasbo in besedilo sta prispevala Matjaž in pa Urška Vlašič. Bejšno. Tako da upamo, da bo še naprej tako uspešna, kot je bila do zdaj. No. Zaenkrat smo zelo zadovoljni, dober odziv publike, tudi nam je zelo všeč. Mislim, da se meni naša najboljša skladba, tako da. Super. Povej se dostikrat takole naslonite na te priznane glasbenike, ker ona dva sta res, ne, avtorja, ohoho. Ali ste prej bolj sami delali, kako je zdaj? Ali samo ta pesem? Vse mešano mora biti, ne. Ja. Mora biti nekaj lastnega pridiha tudi v vsaki skladbi, da se potem ve, ne vem, ko imamo 10 skladb, ko bomo imeli, pa bodo poslušali ljudje, pa bodo rekli, evo ga, to pa so Prisrčniki, ne. Malo naš stil, to bi radi, da nekako v vsaki pesmi nekaj dodamo, no, da se čuti, da smo to mi, ne. Ampak seveda je pa tak, ne, po resnici, ne. Mi zdaj toliko znanja pa izkušenj nimamo, kot jih ima mogoče, ne vem, gospod Matjaž Vlašič, ne, ki pa to absolutno boljše. Ampak ne se dati. Veš kaj, če čutite glasbo tako, kot jo čutite, pa tudi lepo, da jo sami pišete, a ne? Absolutno, In se strinjam. avtorska glasba se mi zdi nekaj šteje. Je res, je res. Saj Si se pravim, ti si že naredil pesmi? ne, jaz se bolj v to ne. Kdo pri vas tle dela, če imate kakšno lastno skladbo? Ja, zdaj, če je tako, da se gre za lastno skladbo, pa bolj aranžmaja, ko se dotikamo, ne. Ja. Potem je to bil naš prejšnji klarinetist, ne, ker je imel tudi najvišjo izobrazbo, ne. Pa, Pa tudi sedanji ima nekako najvišjo izobrazbo, no, hodi na akademijo, tako da mislim, da... si videl, kaj te zdaj čaka, ne? Zvečer, preden boš šel spat pisat, zjutraj, ko staneš pisat, je že, vidiš, tako da ja. Pustimo se presenetiti, ja. Torej, zadnja pesem z naslovom, kot smo rekla. Vedno, ko objame me.
Vi imate res take ljubezenske pa vse to. Mi daš tamle tistle list, Tomaž? No, zdaj si pa pogled te naslove. Jaz vedno potem izzovem, a ne, iz teh pesmi en tak dober stavek narediti. A to ste ga že vi pri meni mogli narediti? Ne. Poglej, zdaj imaš pa to hvaležna, bova skupaj štela leta, snežna kepa, ki ne sodi zraven, ampak vedno, ko objame me, a boš en tak dober stavek laka naredil iz teh 4 naslovov? Dej, prosim, mikrofon, če ti bo ratalo. Poslušamo ga. Kaj bi rekel? Eni že imajo, ne? Zdaj moram lahko malo sklanjati. Ja, seveda, ti to, ampak da boš zajel tole notera, ne? Če ti bo šlo. Hvaležna sem vedno, ko objame. Če bo tako naprej, bova skupaj štela leta, drugače pa ga z snežno kepo zadanem. Ful dober. A bo šlo odlično? Tina, kaj si imela ti? Daj. Tina, izvoli, kaj si imela ti? Pa že pozabila. Daj, da vidimo. Ne. Snežna kepa, dobiš glavo pa na koncu. Če ti bo šlo, Tina? Zdaj se pa ne spomnim. Ne spomniš se? Zdaj pa imam skozi tisto danjevo pred glavo z neko Vse, če ne gre v redu. Če ne gre, gremo na Jaz ne bom reč provala, ker si kar slabše. Torej, slabša sem, tako da dobro se to spravo skupaj, tako da res. Dobro se trudim, no, ni bilo najboljše, pa bilo Super, nevedno trudim. vse si povedal. Evo, zadnja pesem torej z nami, prisrčniki, draga moja družba. Hvala lepa za današnji obisk, jaz upam, da ste se imeli lepo. Odlično. In seveda še vidimo, ne? Z veseljem. Torej, zadnja pesem, Tomaž, Tina, Mihael, Nejc, Daniel in Jan, torej prisrčniki, skladbico Vedno, ko objame me. Dajmo se čim bolj objemati. Zadnjič sem po dolgem času v mesto šla. Ker Ljubljana tak drugačen čar ima. A glej, kot strela z jasnega, tam njega sem zagledala. Pristopil je in v istem hipu sem se zaljubila. A si sama mi prijazno rekel je, da bi peljal me na kavo, če mi je. Jaz pa naivna najstnica sem takoj zafarbala. Srce je bilo, da sem komaj dihala. Vedno, ko objame me, odveč so besede. Fantje pravijo mi, da ta tip ni za tebe. Meni pa srce drhti in nič ne pomaga. Nama najbolj važno je, da imava se rada. Včasih se sprašujem, kaj mi govori. Pravi, da je moj in da ne laže mi. Jaz pa naivna najstnica, do uši zaljubljena. Verjamem, ko mi reče, da me rad ima. Vedno, ko objame me, odveč so besede.
Takole, draga družba, pa vas vabimo v vse Brglezove poslovalnice. Njam se mi že takole pošteno cedijo slide, ko gledam tale okusen Brglezov domač sladoled, ki ga lahko dobite torej v poslovalnicah in pa tudi v Šempetru nazadnje, ne, ta njihova slaščičarska delavnica in kavarna. Zato vas res še posebej vabim, da si jo ogledate, pa ne samo to, da pridete, da poskusite torej njihove dobrote. Brglezovi že za vas pripravljajo kekse, slaščice in pa seveda vse te dobrote že let. Anica in pa Roman sta začela torej že res veliko let nazaj z, bom rekla, prvo delavnico, pa drugo, pa tretjo. No, glavna tista je seveda na Vranskem, kjer je začelo nastajati pecivo, kjer so seveda začele nastajati ostale dobrote, kruh, žemljice, makovke in tako dalje. No, zdajle v nadaljevanju pa sta to delo prevzela sin in hčerka, torej Tomaž in pa Dragica. Sin Tomaž, torej ta del, kar se kruha in pa torej ostalih dobrot tiče, predvsem torej makovke,
ta del, no drugi del, torej slaščičarski del, torej kar zdaj le vidite, pa torej Dragica. Za vas torej res pripravljajo skoraj da ni res slaščice dobrote, od kruhov, torej keksov, torte, oglate, okrogle. Res prisrčno dobrodošli tudi na njihovo Facebook stran, kjer seveda Dragica in Tomaž objavljata vse novosti, novitete za poroke, za slavja, rojstne dneve, krste, birme ali pa morda samo takole, za to go, za domov, za posladkat. Prisrčno torej dobrodošli res vse njihove poslovalnice, vsako drugo, tretjo nedeljo bomo seveda podelili njihove darilne bone v vrednosti 25 evrov, kjer se boste seveda lahko torej posladkali. Prisrčno torej vabljeni pa v Zagorje, na Vransko, Petrovče in pa torej Šempeter. Brgljozovi vas pričakujejo. Ne gre lepega slavja doživeti brez fotografov oziroma lepih spominov na to. Foto Anka poskrbi za nepozabne dogodke in sicer za poroke, krste, obletnice, abrahame, rojstne dneve, krste, skratka ni da ni. Obiščite torej njihove poslovalnice, ena je v Slovenj Gradcu, druga v Selnici ob Dravi, Radlje ob Dravi in pa Dravograd. 3x4fotoanka.si pa je pravi naslov. Marcel za svojo ekipo, res pravi mojster. Jaz z velikim veseljem res zahajam k njemu. Res ga priporočam. Tudi midve s Klavdijo, ko sva delali tele slikce za naju, sva šle Foto Anka. Vse posod, kamor naju pot zapelje, gre tudi z nama, torej Foto Anka. Marcel, hvala lepa za čas in pa seveda za te odlične zadeve, fotografije, ki jih torej pripravljaš. Drage moje dame in dragi moji gospodje, brez lepe frizurce pa slavja si nekako ne predstavljam. Ja, vse si frizure naredimo doma, ampak če seveda to ne znamo in pa nam nekako ne gre, res priporočam frizerstvo Polona iz Šmartna pri Slovenj Gradcu. Polona, ki takole pozna svoje stranke, do dobre pozna zadeve in torej tudi ugotovi, kaj vam, draga moja družba, najbolj pristaja oziroma paše. Barvna paleta je res široka, ni da ni. Blond je en kup vrst, tako da jaz, ko pridem tja, včasih sploh ne vem, kaj si pravzaprav želim, kakšno blond, ampak potem s Polono torej ugotavljava, delava na tem in seveda grem res zadovoljna torej od nje. Šmartno 121a je pravi naslov. Striženje, moško, žensko, otroško striženje, barvanje las, fen frizure, trajno kodranje, poročne frizure, svečane frizure, spletanje kitki so zdaj mega ali pa samo nega las, lasišča, vse to torej dobite v frizerstvu Polona v Šmartno 121. Prisrčno dobrodošli. Takole, zdaj pa vas vabim tudi na Skazino spletno stran www.skaza.si. Tukaj z mano je Bokaš Organko, nepogrešljiv moj Organko, ki seveda dela dobro zame, dobro za mojo družino in pa seveda tudi dobro za vas in za naravo. V Bokašu Organko kopostniku je že priložen torej 1 kilogram biogena, torej živi mikroorganizmi, ki takole delajo našim organskim odpadkom samo dobro. Predvsem to, da odpadki ne gnijejo, da fermentirajo. Jaz seveda najprej, ko začnem delati, posipam malo tega biogena na dno, potem pa začnem enostavno torej dajati tle noter torej organske odpadke. Priložena je tudi tlačilka, potem seveda vsak dan zvečer posipam s posipom in stisnem dobro organske odpadke. Čez nekaj dni pride tukaj ven fermentacijska tekočina, odlijem jo, zdaj kar v odtok, ker se te na začetku nabere kar veliko, potem pa, saj veste, za povrtnine, za rožice doma, koncentrat, ki ga je potrebno seveda absolutno razredčiti. Zakaj je Organko res dobra izbira? Predvsem zato, ker hitro in na pravilen, enostaven način ločimo organske odpadke.
Dajmo seveda spodbujati res ločevanje tega, že ne samo pri nas, ampak že začnimo pri otrocih. Se veste, poznamo kar nekaj in v Sloveniji imamo kar nekaj ekoloških tudi vrtcev in pa seveda ekošol, ki res pridno delajo s tem. Delajo z mikroorganizmi, uporabljajo organka in seveda si sami pridelajo osnovo za prvorazredni kompost, kar pa nastane tle noter v organku, gremo pa kar direkt torej v zemljo ali pa direktno tudi na kompost. 3x2.skaza.si pravi naslov. Še nekaj, torej v teh oglasih Polonca Klavdija z velikim veseljem torej na poročna slavja za petje na torej vašem poročnem obredu. Dejte seveda, to je najlepši dan, trenutek, ki je samo enkrat, ne? In popestriti z lepo glasbo je res čudovito, torej Polonca Klavdija, petje na porokah, tako civilni kot seveda tudi cerkveni obred. Prejle smo pokazali, smo bili tudi pri Tomažu in pa Petri, z velikim veseljem, bilo je zelo lepo. Nekaj utrinkov torej od porok, ki so se že zgodile. Saj veste, previdnost pa mora biti, ne, se držati neke distance, takole. Z veseljem prideva, torej odpojeva tele lepe poročne pesmi in marsikdaj, skoraj vedno se utrnejo, torej solzice sreče, veselja. Izbirate lahko, dragi moji, bodoči poročenci, mladoporočenci, seveda med različnimi lepimi, tako domačimi kot tudi tujimi skladbicami, ki so res prav namenjene za poroke, kot so Ne bodi kot drugi, kot nekdo, ki je imel me rad. I will always love you, perfect, stand by me, I can't stop falling in love. Lepe slovenske tudi, tako da le s teboj, dal bom besedo, skratka ni, da ni. Prisrčno dobrodošli tudi, da nama pišete na polonca.klavdija@gmail.com. Z vami vedno za vselej in seveda te poroke držijo do konca in še naprej. Z velikim veseljem pride pa torej Polonca in Klavdija. Takole, pa kaj ne rečem, še dobrih nekaj minut torej imamo do konca. Popestrili si bomo dobrih 15 minut z seveda lepo slovensko narodno zabavno glasbo. Prisrčniki, ali ste še tukaj? Daniel, če si tle, pridiš v mojo družbo. Daniel, še ga ni, so že odšli. Daniel je rekel, da smo se imeli tle danes zelo fajn. Ko je takole odhajal, je rekel, Polonca, jaz ti moram nekaj povedati. Mi se imamo vedno pri tebi super, ker se nam zdi, da kot smo pri nas doma na vajah v dnevni sobi, ker ko prideš na kakšno radio ali pa kakšno televizijo, ko je seveda voditelj tako, pa tih, pa tako, je rekel, se ne počutimo dobro, pa tebi se pa fajn počutimo. Tako da, evo, jaz sem se tudi imela danes zelo fajn, res ste fajn in prisrčni. Zdaj si bomo počasi zavrteli naslednji glasbeni spot. Naj povem, da naslednjo nedeljo bodo tudi z nami eni glasbeniki, a večina bo oddaja namenjena seveda nagradam. Brglezovi, ki podarajo seveda darilne bone, Skaza, ki bo podarila organka in še nekaj nagrad bomo pripravili. Vi pa si že danes zapišite številko, ne? 090 93 61 22, da nas takole potem, ne? Kar takoj pokličete torej naslednjo nedeljo, ko bomo z vami. Zadnja nedelja v mesecu septembru, ne me hecati, tak hiter je menil. September se mi zdi, da je takole zlezel, ne? 1, 2, 3 pa ga že ne bo več. In potem oktober, november, december, pa smo že konc. Ja, tako čas res hitro teče. Tudi danes, ampak nekaj minut še imamo za lepo slovensko narodno zabavno pesem. Prosim. Sedim, a najraje ne hitim. Vidim, da bil sem spet dolgo, predolgo od doma. Je tako, kot včasih še, vse čisto počasi gre. Štajerca pojemo, družba se dobro zabava, kjer se pohorje vidi. Slika moja iz davnih dni, spremlja me lajšami poti, me vabi kliče domov, kjer se pohorje vidi. Tudi tebi, prijatelj, naj, da se vračal boš še nazaj,
tja, kjer se pohorje vidi. Več v mestu rad sedim, a najraje ne hitim. Vidim, da bil sem spet dolgo, predolgo od doma. Je tako, kot včasih še, vse čisto počasi gre. Štajerca pojemo, družba se dobro zabava, kjer se pohorje vidi. Slika moja iz davnih dni, spremlja me lajša mi poti, me vabi kliče domov, kjer se pohorje vidi. Tudi tebi, prijatelj, naj, da se vračal boš še nazaj, tja, kjer se pohorje vidi. Se vračal boš še nazaj, tja, kjer se pohorje vidi. Da se vračal boš še nazaj, tja, kjer se pohorje vidi. Čist sem padla v to pohorje. Na pohorje vas vabimo, ne, draga družba. Danes je res en tak lep dan, čudovit, izkoristite ga. Pa ne, da bi to bili še zadnji lepi, ne, sončni dnevi, ampak bom rekla, med zadnjimi, ki so bolj kot ne topli še. Ne. Jutra so hladna, večeri prav tudi že hladna. Tako da se že vidi, ne, da prihaja tetka jesen, pa počasi tudi zima in kepe snežne, ki smo jo danes že imeli tukaj v naši oddaji. Ko bo sneg, seveda, in se bomo stiskali. Ja, torej še dve pesmi bomo danes zavrteli. Naj doni torej narodna zabavna pesem. Jaz res upam, da ste se imeli fajn. Danes pa pojdite v hribe na kakšen vrh, ne zdaj, ne na Triglav, lahko pa tudi, seveda, nisem sicer spremljala čisto do potankosti vremenske napovedi, ampak ne vem, na kakšen nižji hribček, ne vem, tlele imamo Celjsko kočo, pa par nas tudi Uršlja gora, ja, Kremžarjev vrh, Boč. Skratka, tole je odlična destinacija. Naslednja glasba, fantje, jaz mislim, da že imajo pripravljeno. Prosim. Igral sem davno že na ovce ti nekje. Mlad mestni fan se hvalil je, da vse o glasbi ve. Zamahnil je z roko in rekel mi glasno, harmonika je ustvarjena za pet, za kmečkega. Usoda vidno da, od ti bogati zbor, kako lepo, da Bog ima smisel za humor. Ko danes srečam ga, gospoda mestnega, presrečen je, ker si njegov harmoniko igra. Ni veselice brez golice, v dolini tih, ki vsak že peti zna. Se zdi kot petje rajske ptice, ko nežno zaigra harmonika. Ni veselice brez golice, v dolini tih, ki vsak že peti zna. Se zdi kot petje rajske ptice, ko nežno zaigra harmonika. Nekoč osamljena, iz src izrinjena,
si njena gospa je pisem narodna, nekoč ponižana, od vseh pozabljena. Kraljica vseh zabav je danes spet harmonika. Ni veselice brez golice, v dolini tih, ki vsak že piti zna. Se zdi kot pitje rajske ptice, ko nižno zaigra harmonika. Ni veselice brez golice, v dolini tih, ki vsak že piti zna. Se zdi kot pitje rajske ptice, ko nižno zaigra harmonika. Takole, draga moja družba, lejte, jaz sem že vse skoraj da tlele pospravila za danes, mi moramo pospraviti celo tole sceno, vse dvignati, tole pospraviti našo lipo, ki je stara že kar približno 15 let, zdaj že imamo tako lepa, si dobra, si še malo si sicer že tako, ne? Vedno, ko se usedejo moji gosti, rečem, ne se naslanjati, ker tale lipa se lahko tudi podre, ne, pade. Ampak ja, mi smo torej res vse že počas pospravili, konc za danes, dovolj. Vidimo se torej naslednjo nedeljo, Rezika lepo praznuj, pa vsi tisti, ki ste imeli rojstne dneve, upam, da ste se imeli lepo fajn, vse najboljše, vsem, ki ste praznovali, no, naslednji teden je pa nov teden, voščimo torej naslednjo nedeljo pa komu drugemu. Srečno, nasvidenje, do nedelje. Čao, adijo. Zakonski stan si že pred leti skončil, slabosti so